Hvala za to točko, hvala tudi za pripravo študije, ki je zelo pomembna in lepo ponazori, kaj se je v Evropi dogajalo leta 2022 v tem sušnem letu, ki prihajam iz Slovenije, ki je bila tudi omenjena kot ena izmed držav, ki je ravno v tem letu bila zelo prizadeta. Dogajalo se na meji z Italijo, tako da je šlo celo za prekomejni požar in gašenje na obeh straneh meja, tudi sodelovanje gasilcev in vseh, ki so zadolženi za gašenje požarov. Naj tako rečem, da se je tu lepo pokazal ta evropski mehanizem za pomoč in so bili Slovenci zelo hvaležni za pomoč, ki je prihajala iz Romunije, Slovaške, Hrvaške in se je v bistvu ta evropska solidarnost na najboljši možni način izkazala. Prav tako tudi ta možnost, da je uporaba skladov za nabavo gasilske opreme, sistema za obveščanje in podobno. Tu ima Slovenija še možnost, da napreduje, premalo vlagamo ali pa premalo smo v kohezijskih skladih namenili sredstva, zato gre zgolj za neke prekomejne projekte, ne pa za osnovne možnosti, ki jih kohezijska politika tudi omogoča. Naj tudi povem recimo našo izkušnjo iz Slovenije iz tega leta, kaj se nam je pokazalo kot pozitivno in kje so tudi še možnosti za napredek. Najprej to, da je ves čas treba zelo skrbno bdeti na tem, da imamo sistem zaščite in reševanja močan in tu so občine, lokalne skupnosti tiste, ki so zadolžene za organiziranje gasilstva in v moji državi v Sloveniji imamo odličen sistem prostovoljnih gasilcev. Na 2 milijona ljudi nas je, tudi sam sem že 40 let gasilec, prostovoljni je 160 tisoč ljudi vključenih v gasilska društva. Se pravi 8% populacije, od tega je nekje tam 50-60 tisoč operativnih gasilcev, ki zelo stopijo skupaj, ko pridejo takšni dogodki. Tudi leta 2022 se je pokazalo, da so pravzaprav iz vse Slovenije na požaru, ki je trajal dlje časa, ne samo 2-3 dni, ampak je bil nekaj tednov, da so se ekipe menjavale, da ni bil nikoli problem dobiti dovolj ljudi. Prav je, da ima država to urejeno, da tudi financira potem te prostovoljce, da lahko pustijo delovno mesto, da so pokriti ti stroški in po drugi strani tudi, da poskrbi za uničeno opremo in podobne stvari, kar se je pokazalo v tem našem primeru. V kombinaciji z vojsko, kombinaciji z tudi profesionalnimi gasilci in pa z tujo pomočjo smo potem tudi uspešno pogasili te požare. Mislim, da moramo, tako kot je bilo tu že pokazano v študiji, zelo skrbeti za to, da bo podeželje poseljeno. Naša izkušnja je, da prostovoljno gasilstvo deluje na podeželju, tam so prostovoljci pripravljeni iti v gasilska društva in tam so pravzaprav tudi ti požari, ki jih je treba na licu mesta pogasiti. In če nimaš teh ljudi zelo blizu žarišč, potem imaš zelo velike probleme oziroma se požari zelo razširijo. Zato mislim, da je ključno v kombinaciji s podpori gasilstva imeti ukrepe za poseljeno podeželje in pa to, kar se je pri nas zelo pokazalo na Krasu, kjer se je to dogajalo, je marsikje prišlo v preteklosti do zaraščanja. Se pravi, pašniki, ki so bili tudi tu predstavljeni, so pravzaprav najboljši ukrep proti požarom na teh območjih, kjer je ob primeru zaraščanja možnost širitve in pa neobvladovanje teh požarov zelo velika. Se pravi, zelo se organizirati za to, kar imamo proaktivno, takrat, ko je potrebno požare reševati, vsekakor pa moramo o tem misliti v mirnem času, imeti močen sistem, vlagati v njega in pa skrbeti za poseljeno in pa zeleno podeželje, kolikor se pač da.